Živjo. Danes se bomo naučili, kako se naredi preprosta frača. Zato bomo potrebovali najprej eno leseno rohovilo, to je oziroma les v obliki črke Y, eno žahco, lastiko, košček usnja ali pa ena tkanina, ki se ne trže, olfanož, škarje za usnje oblikovati in tudi škarja bolj groba za trta oziroma za sadje, za rože, da smo pripravili naše rohovilo, desko, na kateri bomo rezali, in kaj papirja, da si bomo naredili kroglice, da bomo lahko streljali s fračo tudi v hiši. Pa poglejmo, kako začnemo. Najprej v gozdu naberemo rohovilo, se pravi, jaz sem to dobil pri reki Vipavi, je že očiščeno, je zelo gladko in tako je idealno, da kadar fračo držimo v roki, da nas nič ne praska ali opraska in da je vse skupaj čim bolj gladko. Drugače očistimo vse dodatne vejce, ki so bile gor, malo pobrusimo lahko, podrsamo to vogale ali z olfanožem, tako obrežemo ali pobrusimo z brusnim papirjem, tako da si pripravimo en tak Y. Potem si pripravimo košček usnja, najboljše je usnje, ki je zelo trdno, velik naj bo toliko, da lahko ga damo med dva prsta in ustvarimo taki U. Se pravi, če bomo streljali s tem kamne recimo zunaj, vzamemo en manjši oreh, da je za miru, to slučajno imamo v hiši, tako da lahko držimo. Tukaj bomo naredili lukance, boste videli, si bomo pripravili lukance in bomo pol navezali še lastiko gor. To usnje lepo obrežemo in naredimo lukance na levi in desni strani, boste videli kako. Tako, naše usnje smo obdelali, naredili smo zarezice, kakor je tukaj videti. Tu smo kar urezali z olfanožem. Tako da bomo lahko pretaknili elastiko skozi in naredili en del frača. Elastiko imamo mi tako, kakor je bila v starih cajtah za spodnje hlače. Lahko da je tudi zdaj že, oziroma pač v šiviljstvu se taka zdaj rabi. Lahko podamo karkoli, kakršnokoli elastiko. Bolj ko bo močna, bolj ko se bo težje, ko je nategniti, bolj močno bo streljala tiste stvari, ki bomo dali v fraču. Tako, naše usnje smo pripravili, se pravi, naredili smo lukance, ko smo že rekli, in gor navezali dve lastiki. Dolžina lastika je odvisna, koliko bo frača močna oziroma koliko bo letelo. Mi smo vzeli dva koščka po 35 cm, da bomo lahko lepo zavezali na naš leseni del frača. Zdaj bomo tukaj še zarezali z olfanožem in naredili malo vdolbinc, en tak vdolbino okoli naokoli, da ko bomo privezali lastiko, da se ne bo drsela gor pa dol. Tako, naše zareze so vštimane. Jaz sem kar zarezal iz ene strani žahco, iz druge strani in je odpadlo samo ven. Je ratela taka zarezica. Tako. In zdaj bomo na to navezali naše usnje, oziroma ta del, ki bo se natahaval in ki bo streljal kamne in kuglice. Tako, naša frača je vštimana. Naše usnje in lastiko smo navezali na rohovilo, smo pazili, da gre točno v te zareze, ki smo jih naredili, in vse smo povezali kar z navadnimi vozli. Nič nismo komplicirali, se bomo lahko kdaj drugič naučili, kako se naredi malo bolj profesionalno fračo. Zdaj je naša frača pripravljena za streljanje. Naredimo si lahko take kroglice iz papirja in lahko v hiši tudi streljamo, se pravi, v naše usnje namestimo papirček, stisnemo z dvemi prsti in nategnemo in spustimo. Tako, našli smo v ozadju, kako smo že zadeli en lonček. No, pa probajmo še enkrat, kako izgleda, če zadenemo lonček. Se pravi, primemo fračo, da smo namestili našo kuhalico in sprožimo. Ok, vidimo, da smo falili, pa treba še vaditi. Zmeraj pazimo, da ne streljamo proti ljudem. In če boste zunaj streljali s kakšnimi kamni, pazite, da nekaj razbijete.
Obilo zabave želimo. Adijo.